Dober dan in dobrodošli v reševalni postaji Vala 202. Danes namenjeni eni mičkeni žverci, ki prenaša pa kar nekaj bolezni in z njimi lahko tudi zelo veliko težav. In naša gostja, izredna profesorica dr. Daša Stupica, specialistka infektologije, ki se poglobljeno ukvarja z njimi iz infekcijske klinike v Ljubljani, je danes z nami. Dober dan. Dober dan. Kaj vas po vseh letih izkušenj z boleznimi klopov, to so te male žverce, še vedno fascinira, preseneti, kaj vam je tako nepozabno, ko pomislite na nje? Seveda, z leti te preseneti vedno manj reči, zato ker se začnejo primeri ponavljati na srečo. To je ena velika prednost našega poklica, da še vedno je 80% recimo takih by the book, torej po knjigi, ljudje, ki zbolijo po knjigi in potem smo vsi zadovoljni in mi, ki postavimo diagnozo in pacienti. Seveda sem pa tja pa še vedno pridejo primeri, kjer pa diagnoza ni tako jasna in kjer tudi starejše kolege, ki se s tem ukvarjajo tudi še dlje od mene, tudi zna kaj presenetiti. Nedavno recimo smo imeli enega takega pacienta, ki je imel lajmsko nevroboreliozo, to je pač oblika lajmske borelioze, ki prizadene tudi živčevje, in je bil pa imunsko okrnjen. Torej njegova imunost ni bila popolna, ker je prejemal takšna zdravila zaradi svoje osnovne bolezni in je potem bolezen potekala neznačilno in se je vse skupaj potem presenetilo, da pravzaprav gre za tako banalno in v Sloveniji pogosto bolezen, na katero pa prvi hip nihče ni pomislil. Težave je imel pa kakšne? Težave je imel pa nek rahel glavobol, potem pa se je začela ena taka blaga nevrološka simptomatika, in tudi najprej je bil pregledovan s strani nevrologov. Včasih se pa seveda reči tudi malo pokombinirajo. Starejši, ko si, večja je verjetnost, da imaš neko patologijo še zaradi kakšnega drugega naslova in je potem včasih težko vedeti, lahko vse spravimo na isti imenovalec. Zmotno hoje, potem zmotno mikcije, na koncu se je izkazalo, da gre za okužbo, ki je lahko ozdravljiva in tudi gospod je bil po antibiotikih bistveno boljši in lepo ozdravel. Ta majhna žverca, Samo naj povem za vse tiste, upajmo, da že zveste poslušalce podcasta, da današnjo reševalno postajo vodim Lejana Vidic z obljubo, da bo prihodnjo epizodo ob meni znova tudi stalni strokovni voditelj, reševalec in inštruktor Primož Velikonja. Moja gostja, dr. Daša Stupica, pa se pri boleznih klopov še posebej ukvarja z lajmsko boreliozo. To vam je posebna strast, da tako rečem, ne? To je, zdaj težko rečem, da gre za strast, gre zgolj za to, da se s tem ukvarjam zdaj že vrsto let, ker imam tudi že 50 let plus in da sem kot mlada specializantka, ko sem prišla na kliniko, bila dodeljena v ambulanto za boreliozo in zato se potem nekoliko več s tem ukvarjam. Sicer pa, ko si na kliniki, ko si na oddelku, se ukvarjaš z raznovrstno patologijo, en del infektologov se pa potem do neke mere specializira, da se ukvarja recimo z lajmsko boreliozo ali pa spolno prenesenimi boleznimi ali pa s HIV ali pa z virusnimi hepatitisi ali pa s tropsko medicino, z vso ostalo patologijo, ki je pa več, tako vsakodnevne patologije, se pa ukvarjamo vsi infektologi. Je v času, odkar ste na kliniki oziroma se ukvarjate s tem področjem, prišlo do kakih zelo velikih sprememb, različnih spoznanj, se kaj zelo drugače zdravi, drugače razume v vsem tem času? V tem času se je, seveda, ker to je zdaj že 20 let plus, je medicina napredovala, in recimo konkretno pri lajmski boreliozi se je zgodil ta premik, da ko sem prišla na klinike, bolnike z lajmsko nevroboreliozo zdravili v bolnici in so 14 dni bili hospitalizirani, zato da so prejemali antibiotik intravensko. Takšne bolnike zdaj vse zdravimo s peroralnimi antibiotiki, to pomeni z antibiotiki v obliki tablet, jim ni treba biti v bolnici. To že je en tak velik razkorak, da se prvič bistveno zmanjša obremenitev za posameznega pacienta, ker je nekaj drugega, če ti zjutraj in zvečer vzameš tableto ali pa če si 14 dni v bolnici zaradi antibiotika. Seveda ni pa to povezano zgolj in samo z napredkom o vedenju o boreliozi, povezano seveda tudi s tem,
napredkom ali pa premikom pri obravnavi infekcijskih bolezni na splošno. A se je recimo na splošno pri bolezni, ki jo prenašajo klopi, z globalizacijo kaj spremenilo, s podnebnimi spremembami, je kaj zelo drugače? So kakšne nove bolezni, recimo, ki jih nosijo? Ja, spremenilo se je konkretno glede klopov, da se pravzaprav ta njihov habitat, kjer živijo, in to so rastline, a ne, pretežno torej gozdovi ali pa neko nizko raste rastlinsko, da se mesta v tem smislu ozelenjujejo, kar pomeni, da se nam klopi približujejo kljub temu, da živimo v asfaltni džungli. Po drugi strani so pa klopi tudi razširili svoj habitat po nadmorski višini in se pojavljajo tudi na višjih nadmorskih višinah, kot so se pred leti. Nekaj torej naraščanja pogostosti te bolezni ne gre samo na račun tega, da so se nam klopi približali, pa da je delež okuženih klopov večji. Nekaj gre zagotovo tudi samo zgolj na račun tega, da je bolezen bolj prepoznana, da jo znamo tudi, ali pa da jo bolj natančno tudi beležimo, prijavljamo. Torej ne gre vse samo za dejansko povečanje bremena bolezni, nekaj je tudi samo navideznega zato, ker jo znamo boljše zaznavati in prijavljati in prepoznavati. So pa klopi pogosteje okuženi, kot so bili pred desetletji, ne? Ja, ta delež okuženih klopov nekoliko narašča, vendar tudi niha. To je, še vedno gre samo za enega od naravnih pojavov, ki pa je multifaktorialen, kar pomeni, da na njega vpliva več reči. Od tega, kako hude so bile zime, do tega, kako se recimo naše vedenje gledano globalno spreminja, kako se spodbuja zadrževanje v naravi, seveda na ta način tako se poveča verjetnost, da se bomo s klopom srečali. In ko ste še rekli, glede tega se pojavljajo neke nove bolezni, ja, prav na področju zoonoz in klopni meningitis in lajmska borelioza sta dve bolezni, ki sta zoonozi, to pomeni, da sta bolezni, ki imata nek svoj rezervar v živalih, se pa potem lahko preneseta na ljudi, lahko neposredno, lahko pa posredno, in prav v tem primeru gre za posreden prenos preko klopa. In torej prav na področju teh bolezni, zoonoz, se vsako leto res odkrije kakšna nova bolezen, in na področju teh, ki jih pa že poznamo, recimo borelioze, se pa odkrije kakšna nova vrsta borelije, ki lahko povzroča bolezen. Pa to kaj bistveno spremeni in način, kako jo detektiramo, kako jo zdravimo, te različne vrste borelioz? Konkretno pri boreliozi nima nekega pomembnega vpliva na način zdravljenja. So neke vrste borelij, ki povzročajo bolezen, ki klinično poteka nekoliko drugače. Recimo taka relativno mlada je borelija miamotoj, ki so jo zasledili predtem že v Aziji, pa tudi v Ameriki in tudi pri nas se je zdaj izkazalo, da je prisotna in v klopih in tudi nekaj primerov, ampak to zdaj govorimo pod 5 primerov, za Slovenijo je znanih. Ne moramo pa govoriti o tem, da je to zdaj nek nov povzročitelj, ki bo izrinil druge povzročitelje. Malo bolj dinamično je to dogajanje na področju virusov, recimo pa respiratornih virusih lahko vidimo več tega, več dinamike. Kako en virus ali pa en podtip virusa lahko prevlada nad drugim. V borelijskem svetu o tem, ali pa v svetu virusa klopnega meningitisa o tem ne moramo govoriti. Ena čisto zanimivost, ime lajmska ima zato, ker so ga našli v Ameriki, medtem ko v Ameriki imajo drugačne vrste, kot imamo mi. Tako je. Lyme je en kraj iz Amerike, iz Connecticuta, torej pač enega okrožja v Massachusettsu, se imenuje Old Lyme, pa New Lyme, torej nek kraj, kjer so opazili, in tega je zdaj že dobrih 50 let nazaj, pojavljanje artritisov, vnetja sklepov, v neki pojavnosti, ki je bila nenavadno večja, kot so je bili vajeni. In potem, ko so malo bolj natančno to vse pravzaprav takrat epidemiologi raziskovali, so ugotovili, da ko so intervjuvali te paciente, da se je nenavadno pogosto dogajalo, da so opisovali tudi kožne spremembe. In potem so pač
prišli na idejo, čisto epidemiološko, torej ko so neko pojavnost opazovali, da zelo verjetno gre tukaj za neko vzročno povezavo, seveda pa ni bil to prvi opis kožne spremembe borelioze, predtem je bila opisana tudi že v Evropi, vendar počasi so se začeli te koščke sestavljanke zlagati skupaj in so pravzaprav ugotovili, da gre za isto bolezen, torej da gre za bakterijsko okužbo, ki najbolj pogosto res dela kožno spremembo, da pa v Ameriki relativno pogosto in bistveno pogosteje kot v Evropi dela lahko prizadetost sklepov. Torej so pravzaprav iz dveh različnih oblik lajmske borelioze prišli na to, da gre za isto bolezen in ja, tako kot ste rekli, v Ameriki imajo vrsto borelije, ki je rečemo sensu stricto, kar pomeni borelija Burgdorferi v ožjem smislu, ki jo imamo sicer tudi v Evropi, je pa bistveno redkejša in imamo več drugih vrst in zato se potem tudi ta klinična pojavnost bolezni nekoliko razlikuje med Evropo in Ameriko. Doktorica Daša Stupica, če zelo poenostavim, o dveh boleznih bova prvenstveno danes govorila, ki jih prenašajo klopi. Lajmska borelioza je bila prva in bova o njej še nadaljevali. Ta je tista s krogcem in ta je bakterijska. Druga je pa virusna in se tudi obravnava povsem drugače in je klopni meningoencefalitis in jo bova opisali nekoliko kasneje. Če ostaneva pri tej lajmski, ta famozni krogec. Ali mora biti, ali lahko zbolimo tudi brez krogca, ali moramo se testirati, ko vidimo krogec. Skratka, kaj nam ta krogec pove o tem, ali bomo zboleli ali ne? Ta krogec ali rdečina, eritem, iz latinskega izvora, je daleč najbolj pogosta oblika lajmske borelioze. Namreč borelijo dobimo na ta način, da nam jo klop vnese v telo in se na tem mestu potem začne množiti, naš obrambni sistem, naš imunski sistem na njo odreagira in se zgodi na tem mestu vnetje in to vnetje se potem pokaže torej makroskopsko, tako da ga mi lahko vidimo na ta način, da na koži nastane rdečina. In to je torej najpogostejša oblika lajmske borelioze. Res pa je, da lahko borelioza poteka tudi seveda v drugih oblikah, recimo, če se pa borelija potem z kože prenese v kri in potem s krvjo lahko pride do katerega koli organa in v prvi vrsti tisti organi, ki jih borelija lahko prizadane, so živčevje, srce, sklepi, zelo redko bi bile neke druge pojavne oblike, recimo neka vnetja na očeh, ampak to so res silno redke manifestacije. In torej, kadar pa se prenese na kakšnega od teh naštetih organov, pa potem to ni več kožna oblika lajmske borelioze, ampak je že razsejana, torej s krvjo, manj verjetno direktno po živcih, vendar tudi ta možnost obstaja, da bi se s kože direktno po živcih prenesla v bolj proksimalne, torej tiste dele živčeva, ki so bliže osrednjemu živčevu in povzročila meningitis. Takrat pa torej govorimo o razsejani lajmske boreliozi, kadar prizadene živčeve, je to torej nevroborelioza, kadar prizadane srce, je potem lahko to borelijski karditis, vnetje srčne mišice zaradi borelioze, če prizadane sklepe, pa rečemo, da gre za lajmski artritis. Od česa je odvisno, ali se bo to zgodilo ali ne in kam se bo razsejal? Pri vseh infekcijskih boleznih gre vedno za to igro povzročitelja in gostitelja, ne? In potem še za to tretjo komponento, ki je interakcija med povzročiteljem in gostiteljem, torej vedno je odvisno, s katero vrsto borelije smo se okužili. Nekatere vrste borelije, recimo borelija vzeli, ki je pri nas tudi najbolj pogosta, največkrat prizadane kožo. In tudi kadar jo najdemo v osrednjem živčevju, praviloma poteka ta okužba asimptomatsko, kar pomeni, da bolniki nimajo nikakršnih težav strani živčevja, vendarle pa lahko borelijo tam najdemo. Lahko potrdimo ali borelijo, kar pomeni, da v kulturi izoliramo torej živo borelijo, ali pa potrdimo njen dedni material. Potem pa so druge vrste borelij, recimo prej smo omenili borelijo sensu stricto, ta pa gre bistveno rajši na sklepe. Ne? In ta, ki je v Ameriki pa edina borelija, zato se torej njihova lajmska borelioza v tem
potem loči, da oni bolj pogosto vidijo boreliozo s prizadetostjo sklepov, ki je pa pri nas vidimo zelo malo. Torej redko vidimo bolnike z boreliozo. Pogosto seveda lahko srečamo bolnike ali pa ljudi, ki jih bolijo sklepi ali pa ki jim otekajo sklepi zaradi neke druge patologije, nekega drugega razloga in se to pripiše lajmske boreliozi, ampak takih pravih, diagnosticiranih, mikrobiološko potrjenih primerov lajmskega artritisa, vnetja sklepov je pri nas zelo malo. Če se vrneva še k krogcu, ki je običajno prvi in začetni znak, da se je nekaj zgodilo, če takrat pride pravočasno do zdravljenja, ali skoraj zagotovo preprečimo, da gre naprej, ali se včasih izmuzne kljub zdravljenju? Če v tej fazi, to je zgodna faza lajmske borelioze, če v tej fazi bolnik dobi ustrezen antibiotik, v ustreznem odmerku, ustrezno dolžino trajanja, je skoraj nemogoče, da bi zaradi tega imel kasneje kakršnekoli zaplete. Možno je seveda, da dobi potem ponovno okužbo, to je vedno možno, da bi pa zgolj zaradi te borelioze, če je bil ustrezno zdravljen, da bi sama okužba torej in bolezen napredovala. Taki primeri so silno redki, se pa občasno tudi zgodijo. Recimo primeri, ko pride bolnik z enim krogom, mu rečemo premikajoči eritem, torej latinsko eritema migrans, zato ker je najprej manjši in se potem širi in lahko res zajame pol telesa, če dlje časa tak pacient ne pride do zdravnika. Torej, če v tej fazi, ko ima eno rdečino, dobi antibiotik, smo že tudi imeli primere, ko je še prišlo do napredovanja bolezni, torej bolezen gre svojo pot, kljub antibiotiku in pride čez 2 dni še z novimi rdečinami. Vendar vse skupaj še vedno smatramo kot evolucijo, kot razvoj te ene in iste bolezni in tudi to ni razlog, da bi spreminjali zdravljenje, ker se enako dobro pozdravi z antibiotikom, ki smo ga že uvedli za tisto primarno rdečino, ali pa tudi nekaj zopet redko. Primerov je bilo, da ob tem, ko je bolnik že pričel imeti antibiotik, je bolezen napredovala v obliko s prizadetostjo živčevja, kar zopet odvisno, kakšen antibiotik je dobil, ampak če je dobil tak antibiotik, ki že primarno je ustrezen tudi za zdravljenje nevroborelioze, torej prizadetosti živčeva, potem terapije sploh ne spreminjamo. Zdaj seveda vedno je pa en manjši delež bolnikov, ki pa v času borelioze dobi simptome, ki niso, rečemo, torej, da ne gre za objektivne znake, torej to ni nekaj, kar bi bolnik lahko pokazal, ampak je nekaj, o čemer bolnik poroča, zato so to subjektivni simptomi, recimo glavobol, bolečine, to ni nič takšnega, kar bi lahko objektivizirali, slabo počutje, utrujenost, težave pri koncentraciji, ki pa praviloma že med samim antibiotičnim zdravljenjem ali v naslednjih tednih po zaključku zdravljenja prenehajo. En manjši delež bolnikov pa te težave opaža tudi kasneje. In jih povezuje z lajmsko boreliozo, zato ker so se pojavile v času, ko so opazili to rdečino. Zdaj, a so te težave res tudi vzročno povezane s to okužbo, ali gre zgolj za težave, na katere mogoče ta gospod ali pa gospa tisti hip šele sploh postal pozoren, ali gre za težave, ki so ostale kot posledica prebolele okužbe. Tega pravzaprav dobro ne moramo vedeti, ker nimamo nekega načina, kako bi to lahko merili. Dejstvo pa je, da če te bolnike zdravimo z antibiotiki, ne dosežemo nikakršnega dolgoročnega uspeha. Včasih kratkoročni uspeh se doseže, vendar je to zgolj kratkoročni uspeh in ob dejstvu, da seveda tvegamo tudi neželene učinke antibiotikov. Ampak je ta rdeč krogec, ki se pojavi in ga upamo tudi pravočasno opazimo, dovolj, da vi sploh ne rabite testiranja več in se že gre v zdravljenje z antibiotiki, ali je vendarle smiselno preveriti, ali je v resnici borelioza? Če gre za klinično, torej če gre za značilno rdečino, za značilen borelijski eritem, potem je to povsem dovolj za postavitev diagnoze in nikakršno dodatno testiranje ni potrebno. In praviloma so te diagnoze resnično enostavne,
in ne gremo v nikakršno dodatno diagnostiko. Na naši kliniki, sicer pri bolnikih z borelijskimi eritemi pogosto izvajamo tudi razširjeno diagnostiko, vendar ne v namen postavitve diagnoze, temveč v raziskovalni namen. Vzamemo kri, pogledamo, kakšna so protitelesa proti boreliji, pogledamo krvno sliko, vzamemo košček kože na mestu tega eritema in potem mikrobiologi skušajo iz kože izolirati boreljo, vendar zgolj in samo v raziskovalni namen. Kadar pa je, in takih primerov je pa res silno redko, kadar pa obstaja diagnostična dilema, a gre za borelijski izpuščaj ali ne, takrat pa seveda se teh preiskav poslužimo tudi v klinični namen, torej v namen postavitve diagnoze. In vi takrat ne iščete bakterije v krvi, ampak odziv telesa merite in potem v bistvu veste, ne? Na oba načina, ne ravno v krvi, ampak v koži, lahko jo iščemo v koži, torej da vzamemo košček tkiva z prizadete kože, kultiviramo to na posebnih gojiščih, ki imajo takšne sestavine, da omogočajo rast borelja in skušamo iz kože izolirati boreljo. In to je seveda absoluten dokaz, da borelja tam je, ali pa dokazujemo nentetni material. To je z metodo z verižno polimerazo, torej PCR, ki je kratica, ki se je med covidom uveljavila, tudi v laični javnosti. Torej, da na ta način neposredno iščemo bakterijo v koži. Tako, druga možnost pa je, da okužbo dokazujemo posredno, da iščemo protitelesa v krvi, ki so pa nek posreden znak, da je naše telo bilo v stiku z boreljo in zato imamo protitelesa. Vendar pri tej metodi je potem vedno mora biti pri interpretaciji nek zadržek, namreč prisotnost protiteles sama po sebi še ne pomeni, da gre za bolezen. Jaz sem lahko boreliozo prebolela pred 5 leti in imam zato protitelesa v krvi. Ta hip pa nimam borelioze in zato zgolj prisotnost protiteles v krvi ne dokazuje bolezni. Dokazuje zgolj, da je moj obrambni sistem bil ravno kar ali pa daleč nazaj v stiku z boreljo. Lahko določite, kako daleč nazaj se je to zgodilo? Ne, tega ne znamo dobro določiti, kar pa vemo, prav zaradi tega, ker v raziskovalni namen ta protitelesa spremljamo. Vemo, da praviloma v času zgodne okužbe z borelijskim, ko okužba se kaže kot borelijski eritem, so protitelesa prisotna pri približno polovici ljudi, da pa potem ta nivo protiteles nekoliko siha in da pri poznih oblikah borelioze, tega pa zopet ne vidimo veliko, ampak pozna oblika borelioze s prizadetostjo kože se imenuje kronični atrofični akrodermatitis in pri teh bolnikih je pa nivo protiteles v krvi praviloma visok, bistveno višji, kot ga zaznamo pri borelijskem eritemu. Kasneje ste rekli, se lahko zgodi, če ni bilo pravočasno zdravljeno, da se razseli borelija po vsem telesu in povzroča zelo različno škodo. Kako je smiselno, recimo pri neki bolezni, ki bi jih lahko povzročila, pa sploh ne vemo, da smo imeli klopa ali smo ga imeli zdavnaj, kako je smiselno iskati to korelacijo? Kdaj je smiselno testirati in poiskati tudi, ali morda, neke težave povzroča? Ne marate menda izraza zastarana, ampak vendarle borelija, ki je tam že od nekdaj. Ja, torej to zopet ne velja samo za boreliozo, ampak velja za vse bolezni, da o bolezni ne moramo sploh govoriti, če gre zgolj za neko prisotnost protiteles. Vedno moramo imeti nek nabor simptomov in znakov, ki govorijo o prid neke bolezni. In enako velja za boreliozo. Tudi pri boreliozi so simptomi in predvsem pa znaki te bolezni dobro prepoznani, jasni, klasificirani, šifrirani. Torej, vemo, kako ta bolezen lahko poteka. Res pa je, da tako sama lajmska borelioza kot številne druge bolezni imajo pa lahko pridružene neke nespecifične simptome, kot so jih prej že omenili, na primer utrujenost, glavobol, bolečine v sklepih, zmanjšana telesna zmogljivost, zaspanost, težje koncentriranje. Take težave, ki
lahko spremljajo številne druge bolezni, lahko so pa zgolj odraz samo stresnega življenja, preutrujenosti, preobremenjenosti. In zato je vedno, torej, ko iščemo diagnozo, katerokoli diagnozo, pomembno se najprej osredotočiti na to, kaj bolnik pove in na to, kaj mi najprej s kliničnim statusom, potem pa lahko seveda tudi z bolj natančnimi preiskavami opredelimo. In če govoriva o takih nespecifičnih simptomih, ki bi lahko odražali tudi utrujenost, lahko je razlog anemija. Lahko pogledamo krvno sliko in je diagnoza jasna. Seveda potem lahko raziskujemo, zakaj, ali pa moramo raziskovati, zakaj je anemija. Da bi pa pomislili na lamsko boreliozo, moramo zopet imeti nekaj konkretnega. Če bolnik pride z izpuščajem na koži, potem je diagnoza lahko zelo jasna. Če pride z bolečino, ki rečemo radikularna bolečina, bolečina torej, ki odraža ali pa ki kaže na to, da je lahko prizadeta živčna korenina ali pa splet perifernih živcev, takrat zopet lahko na to diagnozo pomislimo in imamo potem preiskave, s katerimi potem to diagnozo lahko potrdimo ali pa ovržemo. Zelo zoprno pa je, takrat smo pa nekako v temi, kadar ne moremo ničesar objektivizirati. Kadar gre samo za neke subjektivne težave, ki seveda lahko posameznika grozen ovirajo in mu zmanjšujejo kvaliteto življenja, takrat pa seveda pride lahko včasih tudi do razkoraka in zato lahko vidimo tudi članke v literaturi, ne mislim zdaj zgolj strokovne literature, ampak tudi v poljudni literaturi, kako so imeli ljudje razne težave in potem se je pa na koncu ugotovilo, da je šlo za boreliozo in potem so dobivali tedne, če ne celo mesec antibiotike in se je do neke mere izboljšalo. Seveda vedno imamo nek skeptičen zadržek do takih opisov. Kar pa je nasplošno, težava v medicini je pa, da v medicini znamo zelo dobro potrjevati reči, smo pa manj dobri v tem, ko jih izključujemo in praviloma lahko katerokoli bolezen, če jo potrdimo, smo jasni. Pogosto nam pa manjka preiskav testov, da bi jo izključevali, in enako velja tudi za boreliozo. To, kar ste opozorili tudi na članek, prav pred kratkim je šel eden, v katerem bolniki, torej ne gre za strokovno literaturo, ampak za poljudno, opozarjajo, da pravzaprav za te bolj zapletene primere v Sloveniji nimamo najprimernejših testov oziroma jih ne uporabljamo. Gre za takrat, ko je okužba starejša. Pravijo tudi, da pri nas uradno ne priznavamo številnih stanj in nevarnih zapletov, ki so posledica borelioze, od tega veliko nevroloških. Večinoma se potem zatekajo tudi v Avstrijo na to zdravljenje, ki ste ga že omenili, ki je dolgotrajno, drugače diagnosticirano in tako dalje. Glede na to, da smo v Sloveniji in v Avstriji zelo na podobnem, kar se tiče pojavnosti, najbrž tudi oblik borelioze, zakaj prihaja do tega razkoraka? In kako je, a se razlikuje testiranje pri nas od kje drugje, a se razlikuje, kadar gre za neke sume, da bi starejša okužba lahko povzročala resne težave, da jih testirate te ljudi drugače? Kako je s tem pri nas? Ja, teh seroloških, torej posrednih testov za dokazovanje okužbe z borelijami je veliko na tržišču. Vselej je dobro, da kakršenkoli test že uporabljamo test, ki ga poznamo dobro in ki ga znamo tudi dobro interpretirati. Zakaj se taki testi uporabljajo? Lahko se uporabljajo v klinični namen, zato da se okužba potrdi ali da se okužba ovrže. Lahko seveda se jih pa uporablja tudi v komercialne namene. In v komercialne namene prav na področju borelioze, in ko preberem take članke, res se ne morem znebiti občutka, da je ključni namen torej uporaba takšnih testov v komercialne namene pri primerih bolnikov, ki navajajo nespecifične simptome in jim uradna medicina resnično lahko včasih ne najde diagnoze, vendar to še ni zadosten razlog ali pa to vsekakor ne more biti dokaz ali pa indikacija, torej vzrok za, ali pa opravičilo, da bi potem takšne bolnike dolgotrajno zdravili z antibiotiki. Seveda to je moje osebno mnenje, da so
da so ti ljudje, ki uporabljajo takšne pristope zdravljenja, v prvi vrsti motivirani finančno, torej da gre za nek komercialni interes, da je na tem področju seveda tržna niša, ljudi, ki so utrujeni, ki imajo glavobole, ki ne znajo razložiti svojega pešanja, splošne kondicije. Takih ljudi je veliko, verjetno se vsak dan v življenju lahko prepozna. Torej bi sebe opredelil kot bolnika s takšnimi težavami. Ampak težave so v resnici lahko tudi zelo hude, onesposabljajo ljudi, posledice borelioze so lahko. Seveda, ko pa govorimo o sami bolezni, pa lahko naredi veliko škodo, lahko naredi, se že samo, če si zamislimo, da gre za vnete živčne korenine, torej to je živčno tkivo, ki prevaja tudi bolečinske dražljaje in vnete takšnega tkiva je strašno boleče. To je strašno onesposabljajoče, ljudje zaradi bolečine ne spijo. Hkrati analgetiki, torej protibolečinska zdravila, slabo delujejo na ta tip bolečine, ki je sprožen zaradi vnetja živčev oziroma živčnih korenin. Vendar, kot sem rekla, kadar gre za takšne primere, tudi če je bolezen trajala že dolgo, pa recimo, da potem bi laiki temu rekli, da gre za zakasnelo boreliozo, ki jo sicer uradno ločujemo na zgodno in kasno ali pozno obliko borelioze. Torej, če bi šlo za tako obliko borelioze, zopet tukaj imamo preiskave, v prvi vrsti gre za lumbalno punkcijo, to je neka preiskava, pri kateri pridobimo možgansko tekočino in lahko potrdimo, a gre za vnetje v živčevju ali ne gre za vnetje v živčevju. In poleg tega tudi se borelioza silno odlično odziva na zdravljenje z antibiotiki. Niso potrebne dolgotrajna zdravljenja, ampak že nekaj dni antibiotika bolniku z nevroboreliozo spremeni življenje. Sama sem tudi imela nevroboreliozo par let nazaj in tudi brez, ko ste prej spraševali, a je lahko neka druga oblika borelioze tudi brez izpuščaja, lahko. Seveda pa ne vemo, v kakšni meri je to samo zato, ker smo izpuščaj spregledali. Obstaja možnost, da je izpuščaj bil, pa ga nismo opazili in se potem šele borelija res iz kože razširila. Seveda obstaja pa tudi možnost, da je brez te lokalne reakcije na koži se borelija razsejala s krvjo po telesu. Kakšna je bila vaša izkušnja? Je res takoj odleglo? Ja, moja izkušnja je bila, ravno takrat sem bila 3 mesece na službeni odsotnosti v tujini in je zato seveda tudi let trajalo do diagnoze in sploh nisem najprej pomislila, da bi šlo za boreliozo, sem pa res malo pred tem, preden sem šla na to pot, imela več obodov klopa na nanosu, brez eritema, torej brez rdečine, vsaj nisem opazila in seveda je tudi ta možnost, da če si sam manj opazuješ, pa tudi nihče drug te ne opazuje, tako. In je bila moja izkušnja zelo boleča, sem imela to v predelu stegna, zelo verjetno šlo za pleksopatijo, torej pleksitis, vnetje, malo bolj distalno, malo dlje v poteku živčnih korenin, ne čisto v hrbtenači, ampak že malo niže, ko se začnejo te korenine prepletati in je bil malo večji del prizadet. Ja, bolečina je res huda, bolečina je izrazita in ješ analgetike in enako kot bi jedel tik-tak, enako te boli naprej in se masiraš in se greješ in spreminjaš lego, ampak se je ravno takrat na srečo poklopilo, da so me prišli moji obiskat in so mi prinesli antibiotik in sem tako rekoč skoraj na letališču, ko so pristali, pojedla ta prvi 2 tableti in ko so prišli v soboto zvečer, sem potem prvič iz torka na sredo celo noč prespala. In to je res enako, kot poročajo tudi bolniki, ki imajo nevroboreliozo, po parih dneh čutijo bistveno olajšanje, kako začne bolečina popuščati.
Najbrž tudi z neuroboreliozo ali pa z neko obliko borelioze, doktorica Daša Stupica, prihajajo bolniki tudi k nevrologom. Oni poročajo, da so k njim velikokrat napoteni bolniki, recimo z težavami, kot je dolgotrajna utrujenost, tenzijski glavobol, motnje spomina in koncentracije, razdražljivost, nepojasnjena bolečina v kosteh, polineuropatije, to so različna mravljinčena stopal nog, fibromialgije, pareze obraza in tako dalje, da so bili pri številnih specialistih, kot ste rekli, jedli tablete, kot bi bili bombončki in vse brez uspeha. Zdaj, protokol za polineuropatijo pri nevrologih predvideva, da dajo testirati tudi na morebitno boreliozo. In zdaj ni seveda nobene raziskave, to je zgolj pogovor z nevrologi. Pravijo, da se velikokrat zgodi, da so, kot pravite, zelo običajni antibiotiki, nič posebnega, ta odrešilna vrata potem iz teh bolezni. Vendar recimo vsaj, res na pamet rečeno, vsaj polovica ljudi je dejansko imela neko zastarano ali pa starejšo okužbo in so ti antibiotiki pomagali. Kako je mogoče, da recimo vse do nevrologa, na katerega se tudi čaka mesece, recimo ni nihče pomislil na to, a bi bilo morda pri takih težavah, ki so seveda zelo razširjene, mogoče bolje narediti presejalne teste že pri osebnem zdravniku, bi to bilo smiselno? Prav na kliniki imamo posebno ambulanto, ki je namenjena temu, da pregledujemo bolnike, ki jih osebni ali pa seveda kakšni drugi zdravniki drugih specialnosti napotijo zaradi suma na lamsko boreliozo. Posebno ambulanto imamo prav za kožno obliko lamske borelioze, ki deluje vsak dan. Za to drugo, za nekožno obliko lamske borelioze, je pa ambulanta enkrat tedensko, skoraj bom rekla brez čakalne dobe. Tako da ta možnost, da ko zdravnik na to bolezen, na to diagnozo pomisli, bolnika napoti, ta možnost obstaja. Je tudi pri vas tako uspešno, da recimo ljudje, ki prihajajo, so pozitivni, vzamejo antibiotik, potem v resnici zaživijo na novo? Vidite to velikokrat? Ja, pri tistih bolnikih, kjer gre za diagnozo, ker gre za lamsko boreliozo, takrat je učinek antibiotika nespregledljiv, torej je očiten. Tudi pri teh starejših? Tudi pri kasnih oblikah borelioze ali pa pri kronični obliki borelioze, recimo pri tej, ki smo prej omenili, kroničnem atrofičnem akrodermatitisu, torej gre za kožno prizadetost kože in praviloma traja mesece, včasih celo leta, preden bolniki pridejo do antibiotika. Prvič zato, ker to ni bolezen, ki bi bila kakorkoli funkcijsko moteča, bolj gre za estetsko motno, ne, zato, ker lahko ljudi zmoti sprememba barve in stanjšanje kože. Ni pa tukaj praviloma, ni nobene bolečine, dokler niso prizadeti živci, tako kot ste omenjali periferno polineuropatijo, ki je pravzaprav ena oblika lamske nevroborelioze, ki se praktično pojavlja skoraj in izključno samo v kombinaciji s tem kroničnim atrofičnim akrodermatitisom, ne pa izolirano. Pričemer je res, da sama borelija lahko prizadane različne nivoje živčeve, ne? Lahko srednje živčeve, lahko naredi vnetje možganov encefalitis, lahko hrbtenjače mielitis, vendar zopet silno redko, pogosteje naredi vnetje ovojnic, prizadetost obraznega živca, recimo med možganskimi živci najpogosteje, ali živčnih korenin, kar pa klinično nikoli ni, ali pa ne bom rekla nikoli, ker mi vedno zaznamo zopet samo te ljudi, ki težave imajo, torej, ampak kar povzroči simptomatiko, ki se ne da spregledati. Torej, bolečine so tisti vodilni simptom pri lamski nevroboreliozi. Lahko, redko, se pa kaže, tako kot se tudi omenja, s takimi nespecifičnimi, upadanje koncentracije, motnje zbranosti, razdražljivost, takšni simptomi. Ampak zopet, če na lamsko boreliozo, lamsko nevroboreliozo pomislimo, potem je zelo kratek korak do tega, da bolezen lahko diagnosticiramo. Bi morali družinski zdravniki večkrat pomisliti na to možnost? Opažate to?
Ne, moj vtis ni, da družinski zdravniki na to bolezen ne pomislijo, sploh ne. Mislim, da je tudi nasplošno ozaveščenost med ljudmi o tem, da bolezen obstaja, zelo velika. Kvečemu bi rekla, da je prevelika v tem smislu, da se jo morda preveč bojimo in da preveč številne in nespecifične simptome pripisujemo tej bolezni zgolj zato, ker smo v krvi potrdili proti telesa, torej ta vzročnost bi nam nekako morala, vsaj zdravnikom, izginiti iz razmišljanja, torej da prisotnost proti teles ne dokazuje bolezni. In ne zahteva zdravljenja preventivnega za vsak slučaj. Vas razumem prav. Tako, in samo po sebi ni dovolj, da bi za to predpisovali antibiotike, še zlasti ne, da bi predpisovali antibiotike za dolgo časa. Torej, ko gre za boreliozo, so kratke terapije, super, odlično učinkovite. Kot veste. Tako, in je prav to, da se daje antibiotike tedne in celo mesece, bi sama smatrala samo kot dokaz, da ne zdravimo borelioze. Da gre za nek drug način, neko drugo prejemališče, razlog, zakaj antibiotike predpisovati dolgo časa, pri čemer bi to samo po sebi sploh ne bilo problematično. Se ključno je, da se človeku pomaga. Seveda nastane pa problem zato, ker antibiotiki pa imajo svoje številne neželene učinke in je prav, da jih predpisujemo res samo takrat, ko so indicirani, ko imajo svojo vlogo, in da njihov plus, njihov pozitiven učink nadvlada negativen. In primeri, ko so ljudje tudi umrli zaradi zdravljenja lamske borelioze, ki to ni bila, torej zaradi zdravljenja, ne vem, kaj ne rečem, namišljene lamske borelioze ali pa zaradi predpisovanja antibiotiku ob tej diagnozi, so v znanstveni literaturi zabeleženi primeri, ko je prišlo do hudih zdravstvenih zapletov in celo do smrtnih primerov. Doktorica Daša Stupica, če zdaj pustiva to bolezen z krokcem, ki jo povzročajo bakterije in se preseliva na klopni meningoencefalitis, ki ga pa povzroča virus. Tam ni toliko težav s prepoznavanjem, Prihaja ta bolezen malo bolj burno, malo bolj opazno, kadar seveda gre za pravi meningoencefalitis. Kako ga prepoznamo? Ja, to bolezen pa povzročajo virusi. In ker je pri nas veliko gozda, imamo veliko klopov, imamo torej veliko pojavnost bolezni, ki jih klopi prenašajo, in to sta lamska borelioza in virus klopnega meningoencefalitisa, ki pa se, če ne primerjamo pojavnost obeh bolezni, vendarle je to bistveno redkejša bolezen od lamske borelioze. Kaže se pa, sama okužba lahko poteka pogosto asimptomatsko, torej ne vemo, da smo bili okuženi in potem ni težav, zadevo prebolimo brez simptomov. In tudi nima nekih kasnih posledic, ki bi se skrivale, kot se zna skriti borelioza. Tako in vsaj ne vemo, ne vemo, da bi takšne asimptomatske okužbe povzročale neke dolgoročne posledice. Če pa zbolimo, pa bolezen poteka zopet v dobri polovici, lahko v dveh fazah. V prvi fazi je to nespecifična bolezen, ki rečemo gripi podobna bolezen, kot številne viroze, s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, sklepih, v žrelu, glavobolem, lahko nizko povišana temperatura, ki potem sledi obdobje nekaj dni, ko nimamo težav, brezsimptomno obdobje, in potem šele nastopi ta faza meningitisa, ki je na nek način podobna prvi, vendar je vse skupaj bolj intenzivna. Glavobol je hujši, kot je bil. Lahko se pojavi motnje zavesti, ki so lahko take oblike, da je človek ali bolj zaspan, ali celo, da se ga niti ne da več zbuditi iz spanja. Lahko pa gre za kvalitativno motnjo zavesti, da je upočasnen, da je zmeden, da je dezorientiran, da je agitiran na ta način. V ospredju predvsem pa torej vročina, glavobol, bruhanje, in ko tazga bolnika pregledujemo, ugotovimo tudi prisotnost meningitisnih znakov, kar pomeni, da ko manipuliramo z glavo in vratom, to izzove refleksno zategovanje mišic in potem vse te simptome in znake sestavimo skupaj, in kadar gre za skupek takšnih simptomov in znakov, in še zlasti, če se to zgodi v sezoni,
ko so klopi aktivni, in še zlasti seveda, če bolnik pove, da ni bil cepljen proti klopnemu meningitisu in da je celo obod klopa res zaznal v preteklih tednih, potem smo lahko, temu rečemo, da gre že veliko predtestno verjetnost, da gre za klopni meningitis, ki ga pa potem tudi lahko precej enostavno potrdimo, pregledamo možgansko tekočino, na ta način ugotovimo, a gre za meningitis, torej a gre za vnetje možganskih ovojnic ali eventualno same možganovine, in okužbo potem vzročno opredelimo na ta način, da iščemo protitelesa v krvi praviloma. Zdravimo pa potem kako in kdaj se zgodi, da je lahko to vnetje tudi zelo nevarno, tudi življenjsko ogrožajoče? Ja, vsako leto, ali pa ne čisto vsako leto, to zdaj nisem prav rekla, ampak v povprečju vsako leto, se zgodi tudi kakšno leto nihče ne umre, ampak v povprečju umre bolnik v enem letu v Sloveniji zaradi te bolezni, torej smrtnost se giblje tam okrog 1–2%, kar seveda za tega in za njegove svojce, ki se mu to zgodi, je 100%, vsi imamo samo eno in samo življenje. Gledano, ali pa v primerjavi z nekaterimi drugimi bolezni, pa seveda to ni velika smrtnost. Ni pa samo smrtnost tista, po kateri merimo težo bolezni. Že dovolj je to, da si ti v bolnici 1 teden do 10 dni, ali da bolezen, kadar poteka v hujši obliki, ti povzroči dolgotrajno ohromitev, roke, noge. Ki tudi ostane? Tako, ki ostane ne lahko, ampak ki praviloma ostane trajno, ali pa se do neke mere popravi, ne pa popolnoma. Tudi pri mlajših? Tudi pri mlajših lahko, res je, da bolezen pri starejših poteka težje kot pri mlajših, da je torej verjetnost, da bo prišlo do ohromitev, verjetnost, da bo prišlo do potrebe po zdravljenju v enoti intenzivnega zdravljenja zaradi odpovedi dihanja, ta verjetnost je večja pri starejših. Nikakor pa mladi niso pri tem absolutno varni in tudi mladi ljudje s klopnim meningitisom. Nekaj let nazaj smo imeli ravno enega mladega pacienta, ki je imel ohromitev zgornje okončine do te mere, da je pravzaprav mu nosil potem v rutki popolnoma ohromljena roka, kar se si predstavljate, mlad človek brez funkcijsko ene roke, da je to velika ovira za življenje lahko. Zlasti ob dejstvu, da je to bolezen, ki je silno dobro preprečljiva s cepljenjem. Je potek bolezni drugačen, če so ljudje cepljeni, ali je že sama obolevnost bistveno manjša, če so ljudje cepljeni? Tu imamo znova primerjavo z Avstrijo, Tako, tisto, kar je ključno, je to drugo, kar ste povedali, da se verjetnost, da bomo zboleli, če smo cepljeni, bistveno zmanjša, ne na nič, še vedno je možnost prebojnih okužb, torej še vedno je možnost, da bomo zboleli kljub temu, da smo cepljeni, vendar je ta možnost zminimizirana na do 2%, če sledimo priporočilom, kako se cepiti, torej če ne izpuščamo odmerkov, takrat velja, da je učinkovitost cepiva nad 95 oziroma celo nad 98%. In jasen primer je naša sosednja država Avstrija, kjer so začeli v 80 letih z močno kampanjo in močno dvignili precepljenost populacije in dosegali, da se pojavnost te bolezni zmanjšala na okrog 10% tiste predcepilne. In že opažajo zadnja leta, ko precepljenost upada, da je pojavnost bolezni že začela naraščati, in to je bil super raziskovalni, torej praktično uporaben raziskovalni podatek o tem, kako ne le v študiji, ko imamo nekaj nadzorovane pogoje, ampak tudi v populaciji, torej v življenju, kako zelo je to cepljenje dobro učinkovito. Ker druge razmere se niso spremenile, niso bili klopi manj okuženi, ni bilo klopov manj, vse je bilo približno enako kot pri nas. Pri njih je samo zaradi cepljenja padla pojavnost te bolezni oziroma obolevnost za njo. Tako, in ker so imeli sočasno, ker ni se pa cepilo 100% populacije, vendarle so imeli en delež populacije, če je bilo recimo med 80 in 85% populacije precepljeni, še vedno je ostal delež populacije, ki ni bil cepljen, in med temi ljudmi, ki pa niso bili cepljeni, je pa pojavnost klopnega meningitisa ostala enako visoka ali pa velika kot pred
uvedbo cepljenja. Torej so imeli na nek način naravno ustvarjene super raziskovalne pogoje, ne, kjer so lahko primerjali populacijo, ki je cepljena in populacijo, ki ni cepljena, in ugotovili seveda, da ne moramo zdaj tega razlagati s tem, da zdaj smo pa po celi Avstriji posekali gozdove, uničili vse klope in zato nimamo klopnega meningitisa, ne pa zaradi cepljenja, ampak imamo primerjalno skupino ljudi, ki pa niso bili cepljeni in pri njih se je klopni meningitis enako pogosto pojavljal, kot preden je bilo cepljenje v Avstriji tako množično uvedeno. Koliko je, če imate podatek, pocepljenih pri nas? Ja, pri nas bistveno zaostajamo za Avstrijo. Naš nacionalni inštitut za javno zdravje te podatke zbira, objavlja. Niso to optimalni podatki, a ne kakšno cepivo ali pa kakšno odmerek cepiva zagotovo ni zabeležen, ampak recimo za populacijo, ki smo stari okrog 50 let, je ta delež precepljenosti samo okrog 10%. In še to moraš biti cepljen pravilno, ne? Torej ne samo enkrat, ampak je prav protokol narejen, ki ga je treba spoštovati, da je ta zaščita približno trajna. Je pa zdaj, kot ste rekli, za populacijo 50 plus minus cepljenje trenutno tudi brezplačno. Kako? Ja, to je pa nekaj let nazaj, mislim, da se je začelo leta 2019, se je na račun kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja plačalo cepljenje proti klopnemu meningitisu, vendar ne za vso populacijo, ampak za otroke, ki so starejši od 1 leta in za ljudi, ki so bili rojeni določenega leta, to je zato, ker so epidemiologi pregledali podatke in ugotovili, kateri je tisti delež populacije pri nas, ki je najbolj ogrožen ali pa ki najbolj pogosto in najtežje zboleva za to boleznjo. Tako da trenutno cepijo vse, ki smo bili rojeni med letom 1970 in letom 1983, kar pomeni vse, ki v letošnjem letu dopolnimo od 43 do 56 let. Kako je pri otrocih? Je to v obveznih shemah? Že morajo starši kaj posebej reči? Ne, v obvezni shemi cepljenja to ni. Obvezno cepljenje je zgolj za tiste poklice, ki so bolj izpostavljeni možnosti okužbe, ne, neki agronomi, ne, takšni gozdarji, obvezno tako. Vse take poklice, ki so več v naravi, je cepljenje obvezno že za dijake, študente in potem zaposlence. Za otroke je pa tudi cepljenje krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse, ki so starejši od 1 leta, ki bivajo na endemskem področju, to je področje, kjer se bolezen bolj pogosto pojavlja, in Slovenija sodi med zelo hiperendemska, rečemo, med področja, kjer je pojavnost te bolezni med najvišjimi v Evropi. Doktorica Daša Stupica, dajva narediti za čisti konec en tak priročnik vseh tistih urbanih in neurbanih mitov o klopih. Dajva povedati, kako ga pravilno odstranimo, kje delamo največ napak, ali je pomembno, če je glavica klopa ostala v telesu ali ne. En kratek nasvet za to. Ja, tisto, kar je ključno, je, da se morda že poskušamo obodu klopa izogniti, ne na ta način, da zato ne bi šli v naravo, nikakor ne. Veliko pa ima v naravo, hodimo v naravo, vendar se jim še vedno lahko skušamo izogniti na ta način, da se držimo ustaljenih poti, da morda, ne, če se le da, čim manj zavijamo v podrastje, da imamo svetla oblačila, da imamo nogavice, da imamo hlače zataknjene v nogavice. Ne. Imate kak dober repelent, ki ga lahko priporočate? Pravijo, da je tudi recimo citrusova aroma, da so ene posebne zapestnice, ki so brez kemije. Drži to? To ne vem, če deluje kaj tazga, kar je brez kemije. Mi pa pacienti povedo, ja, da se dobi v lekarni razne pripomočke, ne morem soditi, koliko so učinkoviti, ampak za te kemijske repelente, ki se jih nanese ali na obleko, recimo permetrin, se je izkazalo, da znajo biti precej učinkoviti. Seveda takšni, ki se jih pa lahko nanaša na kožo,
mora biti pa potem temu ustrezno nežnejši, so pa zato potem manj učinkoviti. In seveda tukaj je potem tudi vedno ta doslednost, a to vedno nanesemo ali ne. Torej, vsekako repelenti niso nekaj, na kar bi se lahko absolutno zanašali. Tisto, na kar pa se lahko zanesemo, je pa to, da se pogledamo. Ko pridemo domov, da se pregledamo in da klope čim prej odstranimo. Kako ga najbolj lomimo, ko to delamo? Mislim, da ga kaj dosti lomi tukaj v resnici ne moramo, ker ključno je, da, ali pa najbolj učinkovit način je, da se klopa prime tik nad kožo, torej čim bliže koži, po možnosti s pinceto in se ga ali z nežnim vlečenjem izvleče ali pa se nekoliko zavrti in se ga izvleče, ampak tukaj ni nobenih, ni neke znanosti, obstajajo seveda tudi pincete, ki to rotacijo izvedejo namesto nas, da ga mi s to pinceto za odstranjevanjem klopa zgolj primemo in potem sama pinceta izvede ta krožeč gib, ki potem povzroči, da ga bolj verjetno odstranimo celega. Če kakšen del zaostane, skušamo tudi to lahko odstraniti, ne pa seveda na način, da bi si potem naredili pa dodatno okužbo, ker bi mesarili po koži. Tako da če bi se že lotili odstranjevanja zaostalih delov, je fino, da mesto najprej razkužimo in da tudi to iglo, ki jo uporabimo, pred tem razkužimo in potem na malenkost boleč način, odstranimo lahko še ta zaostali del. Torej, ključno predvsem je samo, da se ga odstrani čim prej, sam način odstranjevanja pa niti ni ključen. Kakšno olje, v katerem ga utapljamo, pomaga kaj? Ja, alkohol, s katerim ga zadenemo? Niso načini, ki bi bili zelo učinkoviti, hkrati pa je resnično tudi v znanstveni literaturi objavljen članek na to temo, kjer so na živalih preizkušali, a je verjetnost, da se bo okužba prenesla na testirano žival kaj drugačna, če so klopa mrcvarili, preden so ga odstvarili, če so ga recimo mazali z lakom za nohte ali z oljem ali ga stiskali, in niso ugotovili, da bi to vplivali na verjetnost prenosa okužbe, niso pa to načini, ki bi jih priporočali za odstranjevanje. Torej, čim prej, ko ga vidimo, ga odstranimo, če imamo pri roki pinceto s pinceto, če jo nimamo pa s čemarkoli, kar bi bilo temu podobno, najbolj priročni seveda so nohti. Čas, koliko časa je bil pripet na nas, pa je pomemben, ne? Je možnost, da se okužba prenese vendarle večja, če je na nas nasesan dan, dva. Ja, pri lamski boreliozi je ta verjetnost večja, ker so borelije praviloma v črevesu in klop šele, ko začne se sesati in potem te borelije v črevesu prejmejo signal, da je klop prisesan na gostitelju, se začnejo množiti in se tudi prenesejo v žleze slinavke in od tam pridejo v kožo. Zato je kot preventiva lamske borelioze ta čas do odstranjevanja klopa, ki naj bo čim krajši, pomembna. Ne velja pa to za klopni meningitis, tam se pa okužba res lahko prenese že tako rekoč takoj po obodu klopa, zato na ta način ne bomo zelo uspešni pri zmanjševanju verjetnosti prenosa virusa klopnega meningitisa. Dve zelo različni bolezni sta to, različna povzročitelja sta, ampak morda za katero velja, da ko jo enkrat prebolimo, ne moremo več zboleti? Ja, to vsekakor velja za virus klopnega meningitisa. Verjetnost, da ne bomo zboleli, je bistveno manjša, torej če se cepimo. Druga verjetnost, da pa sploh ne bomo več zboleli, je pa, da bolezen prebolimo. Kar pomeni tako, da če smo bolezen preboleli, se nam ni potrebno cepiti in takšnih bolnikov, ki bi bili zaradi iste bolezni dvakrat hospitalizirani, takšnega bolnika še nismo imeli in ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše v evroazijskem področju, kjer ta bolezen se pojavlja. Zato velja, da protitelesa, ki se pojavijo po preboleli okužbi s tem virusom, ščitijo pred ponovno, ne bom rekla okužbo, vsekakor pa ščitijo pred boleznijo. Doktorica Daša Stupica, specialistka infektologije z ljubljanske infekcijske klinike. Naš podcast Reševalna postaja tradicionalno končujemo z vprašanji, ki nekoliko odstopajo povsem od stroke. A je kakšna zgodba, ki ste jo doživeli v času svojega strokovnega dela, ki jo boste za zmeraj nosili s sabo in zakaj? Ja,
Zgodba, ki bi bila neposredno povezana z boleznijo, ne morem reči, da bi rekla, da mi je prav neka konkretna bolezenska zgodba, ampak tisto, kar pa zagotovo nosim s sabo, so pa odnosi. So pa ljudje, ki jih srečaš, najbolj, kar se me najbolj dotakne, no, se me vedno pari. Ne, da sta, in praviloma so to ostareli pari, mož in žena, ne, 80 plus, ki rečete, da sta skupaj 60 let in se pri teh letih ljubeče pogovarjata med sabo in se ljubeče dotikata. To mi zagotovo nekaj, kar mi je tudi pri mojem poklicu zelo všeč, da lahko to vidim. Tega ne vidimo vsak dan, a ne. Takih parov nažalost ni zelo veliko, so pa in ko so, to se mene dotakne in mi je spodbuda tudi za svoj lasten odnos. A se vam kdaj pri delu, kliničnem, raziskovalnem, se kdaj počutite zelo nemočno? Pri kliničnem delu seveda so taki primeri, ko kljub temu, da imamo vtis, da smo naredili in diagnostično in terapevtsko vse, kar imamo na voljo, in resnično v našem kliničnem centru imamo veliko reči na voljo, gre bolezen svojo pot. Neke bolezni so take, recimo meningokokcemija je en primer takšne bolezni in take primere sem videla v svoji praksi. To ti da občutek skrajne ponižnosti, ker kljub temu, da pravzaprav celo veš, kdo je tvoj nasprotnik, veš, s katero bakterijo imaš opravka, pacient dobi ustrezen antibiotik, vendarle gre bolezen svojo pot in se žalostno konča. Katera je največja lekcija, ki ste jo dobili v svojem poklicnem življenju? In mogoče prav to, da kljub temu, da imamo včasih vtis, kako smo vse mogoči, kako marsikaj znamo pozdraviti, konkretno pri boreliozi, ki je z tega vidika silno simpatično bolezen, ker se tako lepo, odlično borelije odziva na antibiotike. Pa so primeri, kjer grejo zadeve svojo pot in vse, kar je to, da se trudiš, da študiraš, to se mi zdi ključno za zdravnike, da čim več vemo, da se tudi med sabo pogovarjamo, da se konzultiramo, ampak da vendarle vedno moraš ohraniti ta kanček, da mogoče pa nečesa ne vidim kljub temu, da gledam in da mislim, da že vse vem, da ti vedno pa ostane ta neka skromnost in nek pridržek, da zagotovo pa ne vem vsega. Veliko opozarjamo na vse večjo odpornost antibiotikov, tudi na področju borelioz opažate, da so morda antibiotiki že manj uspešni, kot so bili? Ne, v tem smislu, ja, to je silno velik problem, ne samo seveda pri nas, ampak globalno po svetu, še posebej v nekaterih revnejših deželah ali pa tudi v deželah, kjer je dostop do antibiotikov slabše reguliran, ampak prav konkretno pri boreliozi pa s tem ni težav. To je bakterija, ki se zelo počasi razmnožuje, ta čas pomnoževanja je dolg in pri boreliji zaenkrat z odpornostjo ni težav. Hitro potrkava na les, ne? Ja. Ste kdaj razmišljali o tem, kakšen človek bi bili, če življenja ne bi posvetili medicini? Koliko vas je medicina kot človeka spremenila? Ja, to seveda bi zdaj spet, bi potrebovala kontrolno skupino, še eno življenje, se tako javim za to, da bi lahko to preverila. Tako da ne znam odgovoriti na to vprašanje, kakšna bi bila, če ne bi se ukvarjala z medicino. Kar pa zagotovo vem, je pa, da sem silno vesela, da se s tem ukvarjam, da lahko opravljam ta poklic, ki ni vedno lahek, seveda so situacije, ki so težke, vendar je to lepega v tem, recimo, če ne bi bila zdravnica, se mi nikoli ne bi zgodilo, da bi mi mlajša hčerka rekla, ko grem dežurat: mami, upam, da danes pa nobeden ne bo umrl.
To je tudi pravzaprav velik pritisk, ne? Odgovorni ste za ljudi, za življenja. Ja, mogoče res nekaj, ko si v tem poklicu, ne, ko to vsakodnevno delaš, potem nekih reči niti več ne opaziš in te mogoče res včasih zunanji, ne, lajki, tvoji domači, pa prijatelji nekaj opomnejo, da je vendarle naš poklic, da naš poklic je v tem smislu lahko poseben, da res delamo z ljudmi. No, seveda delamo z ljudmi, številni poklici delajo z ljudmi, ampak da če se tega dodatno zavedaš, da daš dodatno težo prav odnosom in odnosu s pacientom in opazovanju tega, kako oni med sabo, tudi v kakšnih odnosih so oni med sabo in seveda v kakšnih odnosih smo tudi mi, delavci med sabo, da je tukaj neizčrpan vir lahko modrosti, energije, včasih seveda tudi marsikakšno poleno za preskočiti, ampak vsekakor pa nekaj neizčrpanega za čas do penzije in sem silno vesela, da opravljam ta poklic. Vam kdaj pri njem pomaga tudi glasba? Pogosto, praviloma, moram reči, da praviloma imam vedno v ozadju, ko zlasti, če kaj raziskujem, pa ko pripravljam kakšne študijske protokole, imam zelo rada za ozadje glasbo. Ja. Imate kakšen poseben izbor, ki si ga ob kakem trenutku vedno zavrtite? Vedno. To bom rekla, da ne vedno, ampak da pa pogosto recimo si pa vrtim Pearl Jam, Rolling Stones, Nick Cave, Bruce Springsteen, to so pa taka glasba, ki se nikoli ne naveličam. Izredna profesorica, doktorica Daša Stupica, specialistka infektologije z infekcijske klinike v Ljubljani. Najlepša hvala vam za ta obisk. Klopi živijo in bodo živeli med nami in Bog ne daj, da ne bi hodili v naravo, kot ste rekli. Tako da brez okužb najbrž tudi letos ne bo šlo. Upam pa, da bodo poslušalci tudi z vašo pomočjo ravnali prav in imeli, kar se da, malo težav. Hvala vsem, ki ste bili z nama. Za zvok je poskrbel Timon Geržel. Obljubim naslednjič tudi s Primožem Velikonjo in zato ne zamudite naslednje epizode. Morda bo najlažje, da se na podcast Reševalna postaja Vala 202 kar naročite in jo morda komu tudi priporočite. Hvala za obisk in srečno. Hvala lepa za povabilo.